Žiga, zdravo. Žiga. Kako si kaj? Redi. Ok, od 1 do 10. Koliko v redu od 1 do 10? Težko je prej, da številka 90. Ja, ok. Nikoli se malo, ne vem, težko je zdaj. Kaj pa živčno od 1 do 10? No, ni to, vsi so sam več ali manj domači, prijatelji, se mogoče bi zaradi tega malo bolj živčan. Aha, ok. Brede. Ideja tega pogovora je, da poskusijo malo bolj sproščeno karamljati, ko se reče, o pomembnih in globokih temah. Pa hkrati bova tako nekako, hkrati bova na površini, pa hkrati bova nekje v globinah, kar se mi zdi, da je značilnost tvojega dela in tema, o kateri mislim, da tudi sam razmišljaš vsaj v svojih dnevnikih. Ok, koliko od vas tukaj, da vidimo zdaj, če je res, da so to sami domači, ne? Koliko od vas se je že znašlo na kaki Žigovi risbi? Kdo se je prepoznal? Wow. Ok, lahko vprašam se vsi, ja. Ti tudi lahko vidiš. Tako rekoč vsi, ja, tako rekoč vsi. En manjka? Andrej, ti si na enega. Ja, res je. Jaz sem ful počaščen, to sem si ful želel, odkar sem videl te tvoje risbe prvič na razstavi v Dobri vagi in sem videl, wow, pač biti prijatelj od tega človeka, mislim, prijatelj, pač se znajti v njegovih dnevnikih, to je pač tisto. Je, no, zato se splača živeti. Ok, v redu, bomo še kaj več o tem povedali. Se mi to zdi, da ne, ampak dobro. Da moče se na to ni tako življenjski cilj, ampak prideš se znajti na tvoji risbi. Ja, ni to važno. Ok, no meni vseeno. No dobro, prav, začel bi nekako s temo, ki se ti pravzaprav tudi teoretično v nekem smislu posvečaš, torej rišeš, slikaš, skratka izdeluješ le svoj dnevnik, je že kaj 3 leta? Skoraj 3 leta, če sem kaj aprila 23. In skozi to se mi zdi, raziskuješ to vprašanje vsakdanjosti, s tem si se ukvarjal v svoji magisterski, o tem se še, to še ni začačeno. Aha, ampak z dnevniki si pa končal? Ne, tu če ne? To pa bo do konca. Do konca v smislu življenja? Ja. A ja? Zaradi tega mi je zanimivo, kam se bo tu vse prepeljalo pač. Ne vem, čez 10, 15, 20 let, zdaj v 3 letih sem že videl, kar eno razliko v tem, ko se lotim tega, ko razmišljam splošno v stvari, tako da ja. Pa sem zaradi tega dnevnik, ko se mi zdi, da se je ful spremenil vse to, tako da ja, bi rad nadaljeval, da pač vidim. Ja, ko bo na koncu. Sliši se grozno, ko rečeš na koncu, ne? Zmeraj zdaj na koncu, ne? Sej, tako ali drugače, v nekem trenutku lahko pogledaš nazaj, pa se zdi naenkrat, se stvari postavijo v neko drugo konstelacijo, vidiš neki drugi luči, že pravzaprav po 3 letih, ko pogledaš nazaj, najbrž vidiš neke razlike. Ne? Dobro, to so že one globine, niso še čisto tam. No. V redu, 3 leta približno že to delaš, dosti redno se mi zdi. Vsak dan. Čisto vsak dan, si ful striktno pri tem. Ja. Ja? Ok. Zaenkrat nisem še zarešil pa nimam plana, ker ne vem, sem ful se rado navajal na to, bi odločil novi, ker ne vem, spomnim se zmeri tekom dneva, pa pač zmeri imam cajt, ker imam preveč cajta za stvari, pa ja, s tem zafilam malo ta prostor v cajtu. Ja, zafilaš prostor, zafilaš cajt, to se mi zdi zanimivo, ker v nekem smislu raziskuješ prostor, raziskuješ ta čas, raziskuješ, kaj se dogaja, raziskuješ, kakšen je ta prostor in tu z dnevnikom, se rečemo dnevnike? Ja. Ok, z dnevnikom daješ svojemu življenju nekakšen ritem, se mi zdi, neko rutino mogoče. Ja, tu je najbolj se mi je važno, sem tako ena glavna stvar, ki sem jo opazil pri dnevnikih, da mi dajo neko rutino, da pač vsak dan delam nekaj, dejansko sicer lahko ne bo ure delam in dan mahali, ampak še zmeri je nekaj, kar vsak dan delam, kako si tudi drži
druge stvari zorganiziram, pa splaniram, ker sem dosti malo probleme s tem, z izbranostjo, pa organiziranostjo, pa je tudi tu ful pomagalo pri tem, da je neka navada, do katere lahko neke druge navade. Ker super mi je, da ta navada, ta ritem se vzpostavlja mogoče tudi s tem, da opisuješ, orisuješ, rišeš neke po eni strani banalne situacije, po drugi strani včasih mogoče tudi malo bolj dinamične, ampak že samo dejstvo, da jih ne rišeš, iz njih nekaj naredi se mi zdi, ne? Zdaj, kako se sploh odločaš, kaj je tista stvar, ki jo boš v nekem miljenju narisal? Ker je nemogoče tudi do tega, to so spet globine, pride nemogoče vsako sceno narisati, vsako sekundo, vsako minuto opisati. Kaj je tisto, kar ti ostane, kako veš, kaj boš, kako se odločiš, kako izbereš? Mislim, ful je odvisno tega, da se jaz odločam, pa ki sem ne, tak. Če sem doma, pa se odločam, da bom zjutraj, okej, pač zdaj ponovadi zmeraj zjutraj nek napišem, nek narišem in ne vem, ali sem tu jaz, ali je to neki del moje sobe, ali so to neki predmeti, ki jih imam na mizi tistih moment. Ful odvisno, no, sej zdaj tekom teh 3 let sem celo svoje stanovanje narisal 100-krat, vse prijatelje svoje isto 100-krat. Ful odvisno, težko dogovorim, ker je od momenta do momenta odvisno. Ne vem, če sem kis zunaj, zdaj sem spet malo dolgo to navadil, zdaj kar nek cajta nisem dosti zunaj, sem da pol meseca spet malo več začel dejansko dnevnik nositi sabo, pa pač malo hitreje delati, malo, ja ne vem, si za 50 minut, pa nekaj hitro naredim. Pa v takih momentih je, zdaj pa ta scena mi je fajn, ta stavba mi je zanimiva, bom jaz zato naredil na hitro, primerjava zelo potencijalno na sprehod, mu stežim, da se bova pa ostavila 5 minut, da me počaki, pa nekaj Tivoli narišem. Drugače pa, dostikrat se pa tudi tako, zdaj bom pa tu, pa bom šel tja, pa se bom tam usedel, pa bom na tak način s temi barvami naredil to, pa včasih je tam, včasih ni. Ne vem, zakomplicirano vprašanje, pa težko dam jasen odgovor, ker je odvisno od primera do primera. Saj je lahko tudi odgovor zakompliciran problem. To potem pomeni, da v glavnem delaš stvari, ki jih vidiš, se pravi tisto, kar vidiš v trenutku, ko rišeš, bolj po spominu? Ne, ponovadi kar pač po modelu ali pa pač iz želena. Dostikrat se tega pač naveličam, ker vsak dan rišem po par mesecev, skozi sam po modelih rišem par v neke bolj abstraktne stvari, malo sam čičkam, eksperimentiram, malo probavam, kako funkcionirajo, ne vem, te barvice nove, ker sem jih imam, neki nove informacije, ker jih imam, sem to, da ja vidim, kakšne kako ratajo stvari, da jih lahko pač uporabim tudi v nekih takih stvareh. Ne vem, po kakšen avtoportret ne rišem, da malo portrete vadim, pa da malo, ne vem, tudi nekako se nek zapisnik delam, ko sem izvedel v nekih obdobjah. Če sem s kakšnimi prijateljami zunaj, si pač želim prerisati, pa ne vem, kaj delati, mi rata dolce, ti pač njih ne rišem. Če smo kje na kakšnem živoji, dostikrat tudi, ja, tam med folkom rišem, pa je to zanimivo. Ja. In s tem, ko ustvarjaš, se mi zdi nek tak inventar vseh ljudi, vseh stvari, vsega tistega, neko zbirko tistega, kar se je na tak ali drugačen način staknilo s tvojim življenjem, s tvojim časom, polno slučajno, včasih moče ne. Kaj ti pomeni ta inventar? Ti je to sploh pomembno? Ti je pomembno povedati tako nazaj? Zdaj, ker sem magistrsko pač pisal, oziroma pišem, sem nekaj malo teatru razmišljal pa pisal, pa v bistvu kar velik del na dnevniku tu, da imam ta nek inventar, ko si rekel, da vidim, kjer sem se delal, skozi sem se družil, ker pač spominjam kar slab, iskreno, pa bolj mi to malo pomaga si zapomniti stvari, pa
ne vem, doskrat grem malo za nazaj gledati svoje dnevnike, pa vidim, aha, tu sem delal vse res, tu sem je dogajalo, tam sem bil s tem pa tem, pa ja, vidiš, no, koliko enih lepih stvari se ti zgodi v življenju, pa koliko enih fajn ljudi poznam, pa ja, je kar pomembno mi to, no, posebej, ko greš za par let nazaj gledati in kar delaš nek ta popis, ko sem zdaj za magistrsko delal. To so potem tudi moče neke vrste, se mi zdi včasih vaje v slogu, stvari se ponavljajo, recimo podobni prizori, podobni ljudje, recimo stavbe, neki specifični razgledi, recimo skratka so neki, naprimer v Tivoliju, kaj pa vem, pa grad, pasi travnik, kako se temu reče, tvoja soba in tako naprej. Ne? Stvari, ki se ponavljajo, pa na nek način so vedno iste, hkrati so vsakič malo drugačne, če nič drugega je zraven drug komad, drug opis, mogoče nov svinčnik, nov zvezek. Drugačno vreme, drugačen stjaren. Ja, zato uporabim take, ima sobo in ta travnik, kot sem obrazorena, kot sem izpokrat tam bili, zato da pač ja, probam neke nove tehnike, če ne prav se učim malo bolj ekspresivno, malo bolj abstraktno risati neke te pač travnik sobo, whatever. Je ful dobro, da pač poznaš motivu, da lahko se ti ni treba to fokusirati na to, da je zdaj to realistična obdobitev, da je vse to podobno lahko greš ven. Ja, malo probavaš stvari, malo eksperimentiraš. A si se potem v tem času in skozi desetine ali pa stotine risb naučil kaj novega o svoji sobi? O Tivoliju, ne vem, od kuhni? Sem se zmeril dosti podobno. Da sem zašaljen, pa preveč stvari imam tam noter. Več sem se pa naučil, ja, pač nek risanju, poenostavljeno stvari na neke geometrijske oblike, na neke čačke linije. Pač tudi en cajter, kadar lahko se umirim, malo razmišljam, pač o stvarih, ki se mi dogajajo, o sebi, o problemih, ki jih imam, pa posledično tudi to vpliva na to, ko se lotam nekih teh risb, pa vpliva na cel ta proces, ja. To, da se jaz pač usedem, naštimam neko muziko, začnem opazovati sobo, nekaj se bom fokusiral. Ja. Če rečem malo drugače, zdaj, ko si to sobo tolikokrat narisal, ti je bolj blizu, ali se ti zdi še bolj tuja? Se je kaj spremenilo? Po 100 risbah ti je isto znana, kot je bila prej. Tudi če ne bi narisal, a se kaj spremeni mogoče s tem, ko neko stvar 100krat narišeš? Ostane ta stvar ista ali naenkrat drugačna? To je zelo globoko vprašanje. Okay, si probam odgovoriti posebej. Ne, vse je isto, samo malo se stvari zamenjujejo, noter mogoče pa malo več noter. Ja, ne vem, skrbno za me govoriti. Vse spremeni, ja, sem hkrati niti ne. Moj pogled, ko mi se spremeni. Malo bom šel naprej s temi globokimi. Se pa gledaj. Ok, ti veliko meneš Pereka, ne? Kaj se mi zdi Žorž Perek? Smo magistrski, ja, magistrski. Kaj se mi zdi ful zanimivo in se ful obsedeno ukvarjajo s stvarmi, ki so očitno tudi tebi blizu, kot opisovanje nekih prostorov in detajlov in tako naprej. Sem bi temu rad zdaj postavil nekaj drugega naproti, mislim čistko kot nek eksperiment. Ne pričakujem, da poznaš, ni nujno, niti ni važno, ampak pri njem je šlo za to obsedenost s tem, da stvar vidiš in jo potem opišeš. Ni nujno, da se s tem zares videl, pa zares opisal takšno kot je, ni važno, pač poskusiš. Ne? Ja. Po drugi strani, dostkrat se spomnim na zgodbe iz Lizbone Wima Wendersa, kjer nekdo snema filme tako s kamero na hrbtu in jih nikoli ne pogleda in nihče nikoli ne vidi in gre sam direkt v nek arhiv. In tu zdaj razmišljam malo o teh dveh možnostih arhiviranja.
da nekaj pogledaš, narišeš, arhiviraš, skratka se dotakneš, je tvoje, pa sem nek arhiv, ki ga sploh nihče ne vidi, pa je lih tako nekje zabeleženo. Ti to navda, s kako mislijo, ti da to kako idejo. Tvoji arhivi so zelo odprti. Pogledaš, narišeš in vsem pokažeš. Na drugi strani nekdo s kamero na hrbtu, pač ta primer, posname vse, ampak ničesar ne pogleda zares sam. Mislim, vse v osnovi dost delam zase, to pač jaz sej objavljal sem malo tudi zaradi tega, da pač druge video, kaj delam, da malo je nekaj samovšečnosti v tem noter, I guess. Malo je narcisistično, sem več ali manj delam pred zase to dejavim. Mislim, jaz nikakor nisem hotel to smer, da se razumeva, da sem tega segeriral. Mislim, tudi tvoji avtoportreti so pač super, ne? In tudi tisti dnevniki, ki imajo že na naslovki tvoj avtoportret, čisto drugače delujejo tudi tisti, ki tega nimajo. Že to da nek pečat, ne vidimo v tem neke zagledanosti vase, karkoli. Mislim, vsej ne drugače, kot da je neka zagledanost vase noter, ker pač je pol osebno, pač moje želeno je v bistvu jaz. Tako da ne more biti drugače, kot da je, tako kot je skoraj, ker pač tak sem, tako se predstavljam ljudem in sej javni so, zdaj se da prosi, da se da pogledati potem ne tak. Sam ne vem, čudno je lih tudi, da ne vem, nekaj sem hotel s tem sam. Je kompleksno vse to skupaj in tudi je ful osebno hkrati, pa je javno, da se lahko pogledajo, točno vejo, kje sem delal, če pač hočejo iti to pogledati. Samo je tudi to zanimivo, da pač, če te zanima, zelo greš in če te zanima, je najbolj meni okej, da si ti pač tu pogledaš. Ne vem, kaj sem šel s tem. Mislim, ampak veš, kaj je meni ful zanimivo, da tisti poskusi inventure, ki so tako najbolj radikalni, se mi zdi, da najbolj... recimo dnevniki nekega Žige, ki vsak dan riše sebe, kako riše. Splošno pač neki, Lahko, mislim, mogu spomniti se bolj primerov iz literature, Mislim, da misliš pač neke primere iz moje stvari. Ne, mislim, nič konkretnega, ne kot celota. Kot celota, pač poskus tistega inventiranja vsega. Se mi zdi, to pokaže samo, da je to podjetje, ta poskus v bistvu naprej obsojen na nek propad. Saj lahko bi naredil en dnevnik, pa bi bilo čisto dovolj, pa bi rekli, zdaj poznamo tvoje življenje, ne, ti imaš 33, pa še pisal in boš, kot praviš, vse do konca. Na koncu bomo imeli, ne vem, bleka bom neko številko, samo zato, da bo velika 10,000, ne. In ko bom pogledal, pač, že zdaj si mislim, wow, ta arhiv 33 zvezkov detajlov iz nekega življenja, po eni strani radikalno, zato ker je ogromno materijala, po drugi strani najbrž še vedno veliko stvari manjka. In tudi po 10,000 teh zvezkov bo še vedno veliko stvari manjkalo. Mislim, tako ko si prej rekel, da moram vse analistati, se mi tudi ne da. Dosti stvari zmanjka, dosti stvari pač namerno izpustim van, ker ne bom vse zdaj napisal. Ampak več ali manj je vse to noter, kar se je dogajalo za 3 leta. Pa je zanimivo iti mi čez to, pa iti za nazaj, brati stvari, pa gledati stvari. Ampak zdaj sem nazaj na tisto vprašanje, kaj izbereš, pa kaj spustiš. Mogoče zdaj bolj... Kaj izberem, kaj spustim? A veš, prej sem te bolj vprašal, kako izbereš, zdaj te moram vprašal, kako se odločiš, kaj spustiti. Mislim, kakšne da se zdaj spustim, samo kakšne stvari napišem mogoče na tak način, da pač jaz vem, kaj je fora. Vse po moje, ni toliko se da razbrati, Zdaj zarisati pa mi je
bom narisal, kaj je pred mano. Se da to cenzuriram pred tem, pravim biti čim bolj, mislim se biti iskren, neki za biti iskren sem. Ja, iskren, direkten, neposreden. Bolj se pri zapisah, malo to skrivam, cenzuriram, ali tako pač, kar je narišem isto, kar je pred mano tisto moment, isto, kar sem se odločil, pa je to. Ja. Pazi zdaj, prej si rekel, da je to zdaj tvoje pravo življenje. Ne? Pač, a je res, ne? Zdaj se pogovarjamo o tem, kako zbiraš, kaj odpade. V nekem smislu se mi zdi, da tudi pisanje dnevnika, da rečem pisanje avtomatsko, mislim tudi risanje, ne mislim oboje. Vodenje dnevnika je v nekem smislu tudi kuriranje mogoče svojega življenja za nazaj. Ne? Ja. Ja? Ja. Wow, to bi dobro, pač. Ok. Tako kot je mogoče nekoč, mogoče ne več toliko danes, ampak nekoč pa vendarle je bilo pomembno kuriranje svojega Instagram feeda, da je pač tam tako lepo vse izgledalo naenkrat urejeno, pa da se nekaj videlo, pač to bilo že to neko kuriranje. Ti greš še korak dlje od tega s kuriranjem življenja, ki ga dejansko tu razgrneš vsem, da ga pogledajo. Ja, mogoče se ful ne zavedam tega, kar zdaj ti govoriš, pač ja, je res, je nekako celo moženo, da sem pač prilagojeno temu, da je pač tu v bistvu tudi neko zelo neka vrsta stripa, ne vem, ko bi v besedo sam. Ja, je moje življenje, sem hkrati ni, je malo prirejeno, malo zamaljeno, malo upačeno, pa hkrati iskreno in neiskreno, komplicirano je. Zdi se mi, da skozi te tvoje zvezke postane vedno bolj jasno, da je tudi sama forma, spravi zvezek, neka dosti hitra risba, stvari, ki jih vidiš okrog sebe, da pravzaprav že to vpliva na samo vsebino. Mislim, ja, itak, zdaj ful se je razvijalo vse skupaj pač postopoma, ja. Začel sem dosti neke bolj realistične črno-bele risbe, sem več omenil, eno leto in pol. Ne, pol leta, največ kot pol leta. Pa sem se ful trudil, zdaj pa točno tako, ko je, čim bolj realistično, pa sem postopoma začel, naveličal sem se tega, pa sem začel malo več eksperimentirati, malo več se zajebavati z barvami, s teksturami, takimi stvarmi, če nekaj bi točno vprašanje, sorry. Vsi važni samo dobro. Ne, samo sem vprašanje, nekaj pa sem pozabil. Tudi jaz ne vem več, vse ni važno. Kako so se razvijali te koncerta. Pa ja, ne vem, pri meni je vse ful naravno, ker pač vsak dan tega razmišljam, vsak dan delam na tem in bolj se mogoče malo ne zavedam, ko se to čez leta razvija, ker se je, ne vem, razvijalo se je tako, ko se je zaradi tega, ker sem tako, ko sem, pa ker sem v nekih obdobjih razmišljal, kako sem, pa bolj ful težko imam nek jasen odgovor, ker je razumljiv, da posebej, ker mi taka globoka vprašanja postavljam. Sorry, da sem se spil tak kozarec, pa so tako globoka. Čakaj, v bistvu sam... V bistvu je šlo za ono formo, koliko forma narekuje vsebino. Aha, torej, kaj je forma dnevnika, kako narediti? Forma zvezka tudi končno. Ja. Odpreš, je spred v nekem trenutku, tudi nisi začel s tem, nekoč so bile tudi manjše sličice. Nek cvata sem delal, nek strip, pa sem močen kvadrat, ko naredil pa ena zraven, bolj čez pol še ena zraven. Pa sem vprašal to nabil nekaj take, enostransko pa na drugo stran, pa sem zdaj, moje zadnje pol leta, da je to več eno dvojne strani, mislim, da je slovenski izraz. Ne, sej sem privajal, ko sem iskal ta slovenski izraz, pa je tu, pa mi tudi ni bilo všeč. Ja, pa sem, ne vem, kadar sem recimo delal te stripe, sem pač fragmentirano spet neke hitre,
pokadal sem šel na enostranske, pa mislim, ko se reče tam, enostranske. Tiskrat sem začel malo bolj podrobno vse, pa tiskrat sem videl, da sem malo bolj realistično hotel, da je, pa kadar sem šel na te dvojne strani, sem hotel, da pa to malo več cajta vzame, pa da spod nisem imel cajta, oziroma si ga meni dalo vzeti, pa sem začel zmeraj hitreje delati zaradi tega, pa tudi, ne vem, se mi zdi, da večji format, ko greš, hitreje delaš, ker pač, ja, smiselno se mi zdi. Pa tudi ja, vplivajo, ko sem se pač lotil dnevnikov res. Ne vem, tudi smo zelo s prijateljami tiskrat si ne moram neki ful cajta vzeti, zato ker se tudi pogovarjal z njimi pa take fore. Pa sem bolj tudi zaradi tega začel hitreje risati ljudi na splošno, ker ja, samo to, da v bistvu lahko izpade ful fajn, pa zanimivo, pa dinamično, pa če malo hitreje delaš, pa narediš kakšno napako, pa se s tega naučiš kaj, pa tako. Dobro, ampak si se verjetno tudi izmojstril in izuril. Mislim, ja, itak, če vsak dan se boš malo boljš naučil risati. Prej mi je mama rekla, da sem po 4 letih boljše risal, ko zdaj sem nastrnjal sam. Ja, malo bolj ekspresivno, malo hitreje sem vse skupaj začel delati. Ljubere tega, ker jaz sem to delam. Ja, praksa je pa. Omenil si že strip, pa to bolj stripovsko kadriranje, ki je bilo značilno za tvoje neke bolj zgodnje dnevnike. To se tako sliši naprej desetletje. No, zanima me, če danes še vedno o tem razmišljaš, pa če se ti zdi, da so tvoji dnevniki na splošno v kakršnemkoli razmerju tudi stripom. A pa če bi lahko spet postali mogoče bolj tako kadriranje? V bistvu vsej, ja, so nekako še neka vrsta stripa, pa tudi dosti stripomelih izpeljedo in za dnevnike in sem z njih pobral dosti, neke inspiracije, nekih idej. Vse na parih je tudi od spodaj v razstavljenem prostoru, ker so iz moje zbirke, pa ker smo na tak drugačen način navdihali. Pa ja, zdaj mislim, da zadnji mesec, zdaj ta dnevnik, ker imam malo bolj stripovsko spet delam, imam pač dejansko večinsko sabo, pa jih naredim malo več vnosov na dan, ko sem jih mogoče zdaj zadnje par mesecev, pa je spet malo bolj stripovsko, sem zdaj kaj je strip, izmer vprašanje, pa vrsta stripa, recimo, da je, pa tudi ne. A pa mogoče knjiga umetnika. Ja. A je to kot celota, sploh ko je nek zvezek zaključen, a je to potem knjiga umetnika? Najbolj, ne vem. A je zim? Moj dnevnik je delavno, kako je malo. Dobro, tvoj dnevnik je, dokler si doma z njim, pa njega rišeš, ko ga daš pa na steno, pa ne vem, če pa še zgolj tvoj dnevnik, ne? Veš, ne, Ni zgolj, ampak je tudi odvrljeno. Ni zgolj, je pa tudi, ja, okej. Dnevniki se po mojem razlikujejo tudi potem, kdaj so predstavljeni javnosti, ali sproti, tako kot tvoji, relativno hitro, ne? Ali je to tako, pač, ne vem, po smrti, ali pa desetletja potem. Ti omenjaš Uroša Zupana z njegovim dnevnikom, ki pač izšel koliko 30 let potem, kako je bil napisan, mislim, da je iz 90-ih. Ja, mislim, da je zdaj lani prišel, lani pa z 90-ih, ja. Ja, sicer, kar sem bral, zdaj mislim, da sem tako čuden tip. Sem je drugi zaradi tega zanimivo, ker sem tudi jaz čuden, pa je zanimivo bilo videti, ker pač ni primeril tega objaviti, sem brat od njega, pač pa on je v bistvu zase, tako ko se pač ponavadi dnevnike delam, ko se pa je odločil, da to objaviti. Sicer mislim, da je malce zavedal, pa malo priredil, ker pač vedel, da bo natisneno, kar je malo tako. To je pač pisatelj, ne vem, to mi ni bilo najbolj. Še sam je pač... Se ti cenzuriraš, ne? Pa izbiraš. Jaz že tekom procesa cenzuriram, to drugače veš. Ne, nikoli pa ne za nazaj. Kako? Nikoli pa ne za nazaj. Tako da bi zdaj tam pričrtal, ne vem. Pač s Klenom si ne razumeš več, pa tako pričrtaš. Ne. Pač možda sem parkrat nekaj tazga, sem zaradi nekih razlogov, sam
da bomo zdaj. Ampak ti si takoj vedel, od prvega naprej, da bo to za javnost, ali ne? Pač prvi, ko sem ga začel, je bil še najbolj tak privatno, nisem imel tega plana. Pač na nek striburhari sem prebral, ker je pač en tip šel na sprehod, pa med sprehodom risal. Sem bil na wow, kako je to dobro. Je bil tudi kaj ta zadelal, pa mislim, da sem si pol isti dan hmalo sem si šel pač po nek tako skicirko, pa sem že prej sem na faksi mal neke autobiografske stvari delal, neke stripe z svojega življenja, pa sem mi pač jadil, da sem to idejo, ker pač je pač dnevnik, imel sem bi še risal neha, pa sem tu začel, pa sem kar dosti hitro zafilal tega, mislim, da sem 10 dni imel, pa sem med drugim dnevnikom sem pa pol dobil idejo, da bi pač šlo bila tu magistrska moja, ker smo zbili tiskati bilo nekako na faksi. Je odete malo premisliti, kaj bi pač delali za svoje magistrske projekte, pa sem jaz lih padel tu, pa sem jaz delal dosti logično, da se še v tu potegne, da je hkrati še magistrsko naredim prek tega, pa ja, je pol zaradi tiskrat sem se začel malo tega zavedati, no, da bo pač ljudje verjetno to brali, to gledali, pa sem se kar dosti, mislim, tudi na Instagram sem objavil skoraj vse, mislim, da vseeno. Pa tudi to ful vplivalo na to, ja, ko sem se lotil pisem, ja, nisem bil pač najbolj izgledam doskrat. Nočem, da mama vse prebere, pa je tudi dosti vplivalo, no, ja, na vse, kar je noter, ne samo napisane, tudi na to, ko so stvari narisane, ker pač imaš neka pričakovanja sebi, da so, oziroma so pač v moji glavi, kako bi mogli biti stvari, kako ljudje pričakujejo, da bojo neke stvari, pa ja, je kar dosti vplivalo postilo na mene. Zdi se mi še ena stvar, ki se mogoče zgodi spontano s tem tvojim pristopom, je to, da zanikaš ali pa odmisliš, kar nekrat odpade vprašanje navdiha. Pač narišeš tisto, kar je pred tabo. Ne čakaš na neko hudo idejo, ampak narediš posnetek, snapshot neke svoje okolice. Če dosti tega je zaradi tega, ker jih tudi, mislim, moram vsak dan, ja, na nek način moram vsak dan nekaj narediti. Doskrat pa sem pač sam doma vsak dan, pa nimam zdaj neki ful izbire. Se mi je tudi zanimivo to, da pač rešil neke banalne, vsakdanje stvari, pa pač tudi zaradi tega mislim, da sem dosti šel v to abstrakcijo stvari, pa poenostavljanje nekih predmetov, ker sem skozi na misli delal, pa ja, moraš malo obrniti, malo spremeniti stil, malo neke nove stvari probati, ker če ne ta dolgcajt, pa mi je biti zabavno, če da, vsaj pri meni sem opazil, da mi neha biti zabavno, če pač se neham igrati, pa probavati stvari, pa tako je. Kdaj si pa ugotovil, da se je odločil, da boš dostkrat narisal tudi samega sebe? Mislim, vse sem se razmeraj. Dost je tu pač samo neka vaja za portrete, za pač... Mislim, da sem se razmeraj risal, že prvega dnevnika sem se... Kar pa pride kasneje, je pa to, da narišeš sebe, kako rišeš dnevnik. Da sebe umestiš ko od pasu na vzdolj, tako to recimo. Ok, portreti so... Ko sem pač od tega, mislim, pač zmeri sem prostore risal, pa pač malo gledaš kaj v prostoru, pa si tudi ti tam, ne, pa sem na neki točki se začel vključevati, ker pač sem del prostora, kjer sem pač delal nek moj point of view, ali ko je to po slovensko. A ja, to bi res vprašal. Ja, to bom pravilno. No, nima veze, no, pač sem se pač tudi sebe vključil, ker sem tam, ne. In, ja. Posledica tega je, da na nek način zdaj vključiš tudi gledalca, ki ko to gleda, vidi nekako, da je on ta, ki gleda skozi, ki gleda s tvojimi očmi, ki gleda svoje krilo, svoje zvezde. Šta pa nisem premislim? To so pa te bolj globoke filozofske posledice tvojih spontanih odločitev. A veš, Velázquez, ne vem,
spremeni nas, pač, kje vidiš njega, kje vidiš tiste, ki jih on slika, kam postavi to gledalca. Pač, to so neke zanimive teme. No. Zato se tudi ful vpliva na to, pač, ki sem v prostoru, na to, kako vidim in pač, ne viš, sem tako sence, ko se barve obnašajo, kako kompozicija, perspektive, take fore, tako da sem je tudi zaradi tega, mislim, da sem da vem, zakaj sem začel v bistvu sebe vključevati, mislim, da sem se razmeraj. Mislim, spet ful je dobro, da si to naredil. Mislim, meni se zdi, da to doda neko... Mislim, da se to spod zavestno izvilo do tega, ne bi znal. Še dve stvari, ki sta ful pogosti, hrana in glasba. Ja. Dostiranje. Tudi to skuhaš. Ampak, ne? Gledaš, kaj drugi kuhajo. Ne, to ne. So tudi sestavine, so tudi recepti. Zdaj sem se nekaj včeraj z enom pogovarjal. Mislim, da sem se tle, spod sem ne, nisem se Kako sem se že pogovarjal? Ne, moš pogledati v dnevnik. Da se to ne nisam, ali če nisam, se ni zgodilo. Ja, skoro pogledam. Smo se nekaj pogovarjali, da ti pa ful horman, pa sem bil tako niti ne, da doskrat sam jem stvari. Se po moje... To je ta inventura, ne? Ja. Nisi nad tem in niti ne povzdiguješ teh stvari na neko posebno mesto, pač sam so, pač je hrana, jo ješ. Hrana je. Ja, no, vse mi je fajn kuhati, sam doskrat se mi pač nadaja, pa Luka kaj skuha, recimo, pa doskrat sam nekaj kruh, pa nekaj stvari zraven. Ampak ja, je pomembno, ker ne vem, malo sem začel tudi za foro delati to, sem pa mi pač navada ratala, pa ne vem, sam smešno mi na nek način, pa kar gre malo nazaj pred stvari, pa pridem do hrane, sem samo, ker sem pa tle pisal, pa ne vem. Spet ne vem, kako je prišel od tega, da pišem tak način stvari, sam razvijal se, pa spet imajo. Vse to je super, ker spet podčrta to neko navidezno banalnost vseh teh dnevnikov, ravno zato, ker pač nisi gurman, če bi bil gurman, pa pisal hrani, mislim, dolg čas. Koga to zanima, ne? To bi se pač najbolj meščansko. Ok, kaj pa glasba, no? Da veš malo o tem, to je tudi neka stalnica, a pa skoraj, no? Ni čisto vseh, no vidiš recimo tu fižol, da kaj je tam redič, česen, kruh, ni tvoja glasba, ne? Ampak nasplošno to glasba je neka stalna spremljava, povsod se pojavi kot nek dodaten pečat, ne vem, lahko napišeš datum, to je bilo takrat, vreme je bilo tako, počutil sem se tako pa tako. Ampak predvsem zraven je bila ta glasba. Napisal sem jo, ker sem jo poslušal tiskrat. Ja sem sem dobil to navado, da sem si to zapisal. Sem ful vpliva na to, kako se lotim stvari, ja. Zdaj, če neko malo bolj manično, ako bi rekel, malo bolj kaotično, glasbo poslušam je več šans, da pač tudi risam na tak način, ko te spravi neko razpoloženje. Če nekaj bolj umirjen, pač tudi si bo mogoče malo več zajta, oziroma malo bolj počasi, malo bolj razmišljal o tem, kar delam. Ne vem, če smo nekje zunaj, pa na nekom koncerti, pa se odločim risati, pa i tak ful vpliva, ker vsi tam. Še še delaš to med koncertom. Ja. Pa tudi posredno, dosti vpliva, ko imam neka obdobja, kadar pač poslušam neke artiste, neke albume, neke žanre. Pa sem pol, ne vem, neki taki volji lizer te muzike, ker zadnje cajte poslušam, pa to vpliva na to, kako se lotevam dnevnik v tistem obdobju. Doskrat tudi ne vpliva, iskreno, pa pač sam poslušam muziko, pa zraven rišem, pa svet ni toliko povezano. Včasih pa ful vpliva, je pa tudi spet nek inventura, nek zapisnik tega, kaj sem poslušal v nekih obdobjah,
Pa mi je fajn, ker sem pa spomnil tudi, tu sem poslušal vse res, da sem že dosti cajta, pa malo podoživljam to. Če le zdaj mi je prišlo, to pomeni, da ti redno te svoje dnevnike za nazaj tako gledaš in pregledaš. Mislim, zdaj, ker sem recimo magistersko urejal, pa sem neke stare primere stavil noter, sem pač dosti delal, kar ne drugače. Zadnje cajte, zadnje mogoče leto pa pol niti ne toliko, no. Itak, ne grem toliko za nazaj, redem sem pa v preteklosti kar dosti, no, se mi zdi. Če ne delujem vsak kadar končam dnevnik, ga pač grem dosti prelistiti za nazaj, da maram, da ga vidim, pa kako ga ponavadi sam pač odložim, pa začnem novega, pa malo pozabim na njega. Ampak je fajn malo iti pogledati, kaj se dogaja, da pa lahko tem naprej rediš, pa ne vem, tudi berem pogledati nekaj za nazaj, pa dostkrat se, se res, to sem probával, da imaš malo na tem probal, da imaš malo na tem delati na tej fori, kar sem se v tem momenti spomnil, pa ja. A se ti torej zdi, da vendarle mora biti nek napredek, nek razvoj? Če ne napredka je dosti, no, sem samo opazil, pa se mi zdi, da sem ful spremenil pristop dnevnikom, kot celoten risana, pa pač tudi pri sebi osebno. Je kar sprememba se zgodila v teh 3 letih zaradi tega. Mislim, vsekakor, ne? Tudi znotraj posameznih, tudi krajših obdobij, ne samo pač na ravni zdaj teh 3 let kot neke celote, če danes tu obeležujemo prvo obdobje tvojih dnevnikov, ne vem. Ampak tudi nekih krajših obdobjih, ne, se to ful pozna. Hočem sem reči, da tudi ideja nekega razvoja pa napredka je včasih tudi tako zrežirana, no, za nazaj, pa ni več toliko spontana mogoče, ne, ni sam rišem, kar mi trenutno pade na pamet, ampak je že zadaj ta neka misel, mora biti boljše, recimo, kot je bilo prejšnjič, ne. To pa že spet potem kuriranje svojega življenja, pa spet se malo odmaknemo te neke navidezne objektivnosti pa spontanosti, ne. Dosti mi je pri tem pomagalo, da ne vem, sem šel, kakšna obdobja imam, ker pač mi ne ljudi, pa malo sem brez inspiracije, malo brez ideje, pa kar nekaj stvari delam, pa kar nekaj rišem, pa mi sploh niso všeč. Sam lih taka obdobja se mi zdi, da rabim, da dostikrat pač tudi povrnutam neke stvari v takih momentah, pa bolj tu pač povrnucem za naprej, pa radim med tem, pa probavam neke stvari, kar sem jih v preteklosti delal, povedati s tem, kar sem zdaj pred kratkem delal, pa v neki točki sem gotovo, da pač vsega stvari, kar naredim, ne bo dobra, da bom za vsako zadovoljen, pa se mi, da sem po tistem, da sem začel še ful več eksperimentirati, pa ne vem, malo bolj namerno grobo delati, bolj ekspresivno, bolj kot 4-letnik, pa bolj čečkrat tudi. Pa je tu, največ sem se naučil iz takih, ne pa zdaj bom pa narisal, da je ta flaška točno tako, ko je, ker si to lahko vse naredi. Pač umetnika je nekoč bilo strah, ne, da bo kaj naredil narobe, pa se trudi, da mora biti vse prav, v bistvu to ni tvoja ideja, ne? Da mora biti vse čisto točno. Sem tudi jaz razmišljal, sam pač v neki točki ugotoviš, da sploh ni to fora, pa da je še malo, sem tudi druge stvari. Prej sem moče pozabil vprašati pri tej glasbi, se ti zdi pomembno, pa si želiš, da bi gledalec, opazovalec teh dnevnikov, spremljevalec poznal to glasbo, ali to čisto kot kraj? Niti ne. Vse je dosti neke obskurne muzike, ko je pač meni zanimiva, sam pač napišem si jo, zato ker sem jo poslušal tiskrat, pa ni pa, vidim, da pomislim spet na to, kako je to del teh risb. Tudi to mi je super, spet so pri inventarju, ne? Pač lahko bi tudi odstranil vse risbe, pa bi sam pač pisal ta datum, ta glasba, ta datum, ta glasba, pa bi tudi cela knjiga, to bi bil tak nek periodski projekt lahko, ne, recimo. Samo ne, meni se ne zdi pomembno, da pač poznaš. Če pa kdo, če pozna, dosti dobim kakšne komentarje od prijateljev, to si poslušal kot dobro ali pa se
se niti ne vem, no, ful spet odvisno primera do primera. Mislim, da malo doda, če pač poznaš, pa da je ta album dejansko vplival na to, kako to izgleda, ker pa mogoče se malo vidi, aha, to je pa res, se čuti kot album. Sam mislim, da tudi brez tega funkcionira. Naprimer Boris. Boris. Kaj z njim? Nič pač, jaz sem tudi fan, tako da vsakeč, ko sem videl kot Boris, Ja, novita, wow, ja, to je to. Flood. Ja. Ja, zdaj, Boris mislim, da so taki, ja, da so dost se vidi, da sem jih poslušal med nekimi, ker pač ja, ful so močni, ful so časovno biti na nek način, pa ja, skoraj ne moreš mimo, da pustijo vpliv, res bi. Ne vem, dostkrat sem tudi prek tega malo bondil z ljudmi, ker pač sem bil, no, sem videl, da si to poslušal v Doru, jaz sem tudi fan neki. Pa ja, fajn način, da začneš pogovor z nekom, ker mogoče nisi še tako blizu, pa so prek tega rateli malo bližji prijatelji, pa se pač dejansko tudi spoznali. Tega da pa moče to zdaj narediva, tako na kratko, nekaj vse sem se še zapisal. Zdaj pa Boris, da? Ne, no, to bi bilo super, to bi bilo res. Ampak malo sprobava malo te glasbene reference. Kot tipa, recimo, Ken. Ok. Ken, ja? Ken, cool. Cool, bolam, ja. Ja. Mislim, več ali vse, kar sem poslušal, je pač... Vidiš kuriranje, nisi napisal onih stvari, ki so ti bile bedne. Ne, sem... Tudi? Mislim, velika večina, kar je za zadnje cajte poslušam, pa sam stvari za nazaj, ker vse to cajte odkrijem kino, sem več recikliran, kar sem pač poslušal, že leta, pa pač ne boš šel poslušati stvari, kot ti niso lepše za nazaj, vse jasne. No, da vidiš, če ti še vedno misliš všeč. Glede naprej. Ken so bolani, oni so... Nick Drake. Nick Drake? Itak. Pa malo me je presenetilo, Neutral Milk Hotel. Ja, bolani. Ja, pač mestni časi, ko nisem vedel, da so zdaj spet cool postali. Mislim, muzika je ful dobra, no, zdaj, da mi je... Tu ima dost folka malo, no, ta muzika je zdaj cool, tu pa zdaj ni več cool, ker je ratelo overplayed, če je pač dobro, je dobro, pa če je on artist, ta razvenik, naredil dobro, pa dal nekaj sebe noter, pa meni pusti nek čut, ki mi je pač, Se vem, da Neutral Milk Hotel so pač internet meme rateli, pa sem jih ratel. So ne, muzika še zmer ful dobra, tako da, pa sem fan, tako da ja. Yola Tengo. Yola Tengo? Oni so tudi cool, ja. Ja, mislim, da zdaj naštevam oni, ki so mi v glavnem cool, ja. So. Kaj se zdaj mišljati, da vem, sem fan. Minuteman. Minuteman, ja. Oni, ne vem, a kaj povemo njih, ali kaj? Pač generacije, to je, To si taki poletni bil, ja. Pazi, zdaj pa ena, ko me bo ful presenetila. Pa sem tako jaz največji fan najbrž. Kaj je tako Eberhard Weber. Odkot, mislim, kako? Mislim, neko obdobje sem imel, ker sem pač začel sem s Kemi, pa sem bolj nek ta krautrock začel poslušati, ker je pač v Nemčiji se kaj konec 60-ih, začetek 70-ih pa začel ta scena razvijati, ker so malo bolj eksperimentalno, malo bolj, ne vem, zajebavali so se dost, pa pol je prek tega prišlo, se je začela razvijati neka zvoda elektronska muzika, nekako take fore, pa pol posledično neka ambientalna, načela, Weber. Malo več jazza podrešam. Mislim se, to sem ful poslušal, samo zjada recajte, da neki ful. Vse je dosti jazza. Neki je neko... Mislim, dosti bolj vršinsko, iskreno, ja. Zdaj v jazz se mislim neki ful poglavljal. Pač ja, neke te standardne, neke Miles Davise, pa John Coltrane, pa... Ko se pa čez 20 let pogovarjala, te bom tako spet vprašal, oziroma bom takrat prav to pogledal, koliko več je bilo jazza v tistih
A zdaj prihajamo Pač že z leta. upam, Se stavim. priporočam, ne, ampak ena stvar mi je manjkala, ne, in to sem se prav zapisal, da nema, jaz nisem opazil, pač res ni bilo, ne. Pa zdaj, boš povedal, kaj si pač misliš o glasbi, pa zdaj o tipu, si mi najbrž itak, kaj misliš, ampak zdaj se mi, da konceptualno bi to nekako spadalo zraven, vse Sun Kil Moon. Sun Kil Moon sem poslušal tako, ker je bilo to 2018 kaj tazga, tako da je še pač prej, ko sem delal te dnevnike, tako da tu sem že sam poslušal, pa poznam. Moče nisem opazil, Mislim, ne, sem nekje omenil. odkar delam dnevnike, pač najbolj še nisem spet poslušal. Pa ker ja, neki čuden tip, ker že Ja, vse za to, ampak zaradi tega sem ker da. Ok, super, to si pač si ga dobro skenslo, ampak on se mi zdi pač Mark Kozelek je tako direktno tip, ki je, mislim, da ima zdaj to neko renesanso, pač, ne vem, jaz sem poslušal še Red House Painters, ampak on je zdaj ta primer tistega nekega tega pesnika vsakdanjosti, ko ima tako neskončen vir stream teh komadov, ki so pač tako, kako nekam gre, kaj on nekje počne, tako res so pač banalni, ne? Neki taki dnevniki, neke inventure, koga se je on srečal, koga pozna, s kom nekaj pil, pa tako se mi zdi, da pač se ful nekaj konceptualno. Mislim, kaj sem malo poslušal, pač sem bil tudi, nisem dobil tega, ker zgleda, da nisem poslušal besedila ful dosti. Tako da zdaj, da moram releasenati, da vidim, kaj je ful. Sem ja, poznam. Ok, cool. Imaš kakšno? To zdaj vse, kaj sem imel zapisal, ne? Dobro, Geese, ok, to je zdaj kot tudi srmim, to so vsi zdaj kot fest. Mislim, ja, zato sem šel poslušati, pa da vidim, kaj je fora, pa sem mi bil všeč, sorry da je. Posledično pol Cameron Winter. Sem šel poslušati, da vidim, kaj je fora, ja, cool je, redel. Ampak... Sem gledal, pač njim je spet, pa zdaj tega sem več poslušal, ker njim sem pač uredil muzika. Še ena stvar, ki moče ni bilo, pa bi lahko bila, Black Midi. Black Midi tudi poslušal, kaj sem napisal? Ok, pa redo. Sam pač povedal na kateri strani, katero leto je, da bom pač to. Oni so se šli, ker jih tam enkrat, kadar sem jaz začel delati, mislim, da 2023 nek ta zgaj, bil zadnji album nekaj. Ok, pa Jordi Grip, no pač. Še sem rano. On je nekaj menim, ja? Na parkrat sem hal, zadnji, prav da nisi videl pas. Ok. No, super, tudi fan. Vidiš, sem navdušen nad tabo, nad tvojim okusom, nad tvojimi dnevniki. Mislim, da, pa upam, da je tudi publika toliko navdušena nad enim današnjim pogovorom. Čas je moče za kako vprašanje, še raje bi pa skoraj rekel, da ga prihranite za pogovor v kozarcu, ampak če kdo vztraja, prosim, čas je. Glede na, je, ni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vse se vejo. Vse vejo, da je? Ja. Vse vem, da to ni res, ravno o tem se pogovarjala. Ful hvala Žiga, ful hvala vam, da ste nam poslušali, da ste bili super publika in se vidimo spodaj na razstavi, se vidimo spodaj na kozarcu soka, vode, vina, potico, kaj imamo. Imamo nekaj potico. Ja, super, pa neki štrudli so bili omenjeni. Kaj štrudli? Štrudli, nek štrudli. Jaz sem da To pa nekaj drugega, neko drugo recimo. Sem željena, da sam mi tako rekel danes. Sem da že boljše, ampak ok. Užikam. Super, babim in vse to, hvala lepa.